V Gorenjskem muzeju so pripravili razstavo Andreja Šifrerja 70 let, nič proti večnosti. Andrej Šifrer, Kranjčan, legenda med slovenskimi glasbeniki, avtor številnih ponarodelih skladb. Njegova glasbena ustvarjalnost nas spremlja že 45 let in sicer od leta 1977, ko je ustvaril singel Zobo blues. Številne uspešnice, ki so zaznamovale generacije poslušalcev, so tudi Moje miške, Ostani z nami, Lepa dekleta ljubijo barabe, Gorska roža, Martinov lulček, Vse manj je dobrih gostiln, Za prijatelje in številne druge. Na razstavi smo izpostavili izjemen dogodek za otroke Živ žav, katerega pobudnik je bil prav Andrej Šifrer. Na prvi Živ žav je prišlo več kot 10 000 ljudi. Živ žav je potekal vsako zadnjo soboto v avgustu vse do leta 1991. Razstava bo doprinos k enkratni karieri Andreja Šifrerja in čudovit pogled v njegovo izjemno glasbeno ustvarjanje. Ogromno ljudi je starih 70 let, ne? Tako da to ni nek podatek. Vendar vedno rečem, eno je koledarska starost, drugo je pa biološka starost. Pa tudi na koncu vsem je podarjeno 24 ur na dan. Ločimo se potem, kaj kdo z njimi naredi. Tako da jaz redko gledam nazaj, oziroma ne gledam nazaj, ampak zdaj v muzeju pa moram. Ker da je pa zbrano vse tisto, kar je bilo za nazaj na enem kupu. Jaz toliko nekih svojih stvari še nisem videl na tako majhnem prostoru. To je čar tega. In veš, 70 let je lahko veliko ljudi starih. Kaj pa z njimi narediš, je pa bistvo. Nekdo je izjemen inženir, nekdo je izjemen dobrodelni delavec v Afriki, doma, tle, pa za njega ne vemo. Šifrer pa poje, ima pa svoj muzejski mesec. A je to krivično, pravično, ne vem, sem tle smo. Kaj pa koncert, hvala pričakujemo? Od koncerta ne bom povedal, kaj lahko pričakujete. Lahko pričakujete to, da vas ne bom povabil na koncert, ker je razprodan. Kaj pa lahko pričakujete tam, je pa to. Šifrer je prodal koncert, kaj se bo pa tam dogajalo, je pa nekaj, kar oko ni videlo in uho ni slišalo, ker nikoli več ne bo takega nastopa, kot bo 17. septembra. Nikoli se isti ljudje ne bomo več zbrali tam. Zato bo to, kot pravijo, unik ali enkratno. Andrej Šifrer, katerega jaz poznam dalj kot 40 let njegovega ustvarjanja, on mene malo manj. Dejansko on je ime Kranja, on je ne samo ime Kranja, ampak cele Slovenije. Tako da seveda s ponosom danes odpiramo to razstavo, organiziramo tudi njegov koncert in jaz sem prepričan v njegova nadaljnja ustvarjanja. Smo pa lahko ponosni Kranjčani, da imamo tako ime, ki je priznan ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetovnem merilu. Veseli in počaščeni smo, da se je Andrej Šifrer obrnil na Gorenjski muzej in smo mu z veseljem pripravili to razstavo, čeprav jo nismo imeli v letnem planu, ampak nam je pomenila velik izziv. Muzeji niso samo prostori, kjer hranimo stare predmete, se ukvarjamo z zgodovino, ampak se današnji dan želimo odpirati tudi navzven, privabljati različne obiskovalce, publiko iz drugih krajev in to nam je bil tudi eno od vodil, da smo se za to razstavo odločili. Seveda je Andrej Šifrer tudi Kranjčan in muzeji moramo biti naklonjeni lokalnemu okolju in vračati tisto, kar nam okolje daje. Tako da to so stvari, ki se delajo vzajemno in imamo vsi koristi. Vi ste krive za tole razstavo, kako je pravzaprav to potekalo, kdaj ste začeli, odkje je prišla inspiracija, akcija? Ja, z Andrejem smo se prvič srečali maja, po njegovem 70. rojstnem dnevu in takrat smo se prvič srečali, spoznali in ugotovili, da moramo mi narediti eno razstavo skupaj in da želimo, da je nekaj dobrega, da je dobra zgodba. To je bila prva stvar, v katero smo mi izhajali, da želimo, da je nekaj dobrega. Ko smo pregledali ves material, ko smo videli, kaj imamo na razpolago, je bila prva stvar, ki nam je prišla
nekako izpostavila, se pa prišla nekako pred nas, je to, da moramo mi izpostaviti njegova ta srečevanja, njegova snemanja v tujini. Ker pravzaprav nekako posredno so vse njegove plošče povezane ravno s tem, kako je snemal v tujini. To je bila neka taka prva nit, rdeča nit, ki smo se lotile. Potem smo pa se srečevali večkrat. Andrej je govoril, vsakič smo rekli, Andrej, povej nam še kakšen spomin na to temo, mogoče nam še kaj dopolni. Potem smo nekako samo od sebe prišlo, sva s Tjašo rekli, ta razstava mora biti, da jo pripoveduje Andrej. Se pravi, da je v prvi osebi in to je bila ena taka prva stvar, v kateri smo rekli, to mora biti razstava v prvi osebi. Je škoda, če imamo mi tukaj Andreja in da pride obiskovalec in bere v tretji osebi njegove zgodbe in spomine. In to je bila prva taka stvar, ki smo rekli, da mora biti. In da ne bo kronološka. To se pravi, da izpostavimo samo neke utrinke, neke njegove poudarke in da je razstava zastavljena vsebinsko, torej z nekimi določenimi tematikami, ne pa kronološko. Ok, razstava je tudi nekaj digitalna, vidimo tukaj slušalke, to ste se tudi lepo odločili. Ja, gre za razstavo glasbenika in seveda ne moramo iti brez tega, da pač, če pride obiskovalec na razstavo, da ne posluša njegove glasbe. Mi smo izhajali iz sebe, to je zelo pomembno, da kot avtor razstave, kot oblikovalec razstave, da zelo izhajaš iz sebe in da razmišljaš tudi, kaj bo obiskovalcu všeč. In če mi pišemo o neki pesmi, rečemo, ne vem, pišemo na razstavi o albumu Hiti počasi, je prav, da mogoče obiskovalec sliši ta album, da ve, o kom se govori, katere pesmi so gor, da si ga lahko zavrti, hkrati razmišlja, poglej, pa mogoče še zraven, še malo popoje, tako. Druga stvar so pa potem videi, to je pa video vsebine, so pa tudi en doprinos, se mi zdi, da je pa fino, da se vidi Andreja, ki je bil, kako je snemal in njegove koncerte. 70 let ustvarjanja, kaj vam pravzaprav pomeni za slovensko glasbeno sceno? Ja, lahko rečem, ker se tudi toliko let že poznava, od njegovih prvih dni, ko je začel, pa do prvega izida albuma 78 leta Moj žulj, do današnjih, da smo ohranili vse stike, da sem spremljal vso njegovo kariero, se veliko družili tudi s tenisom in tako naprej. Rekel, brez njega si enostavno ne znam predstavljati slovenske glasbene scene. Še posebno, ko pomislim na tisto zmagovalno popevko iz leta 98 za prijatelje, kako se je prijela, kako je danes, v bistvu je postala himna. Ali pa tudi nekatere pesmi, ki imajo, bi rekel, političen motiv in so obdržale se kot umrla je država, pa kako smo skregani med sabo, eni levi in desni in tako naprej. Tako da lahko rečem samo vse lepo in še na mnoga leta.